Čak, da nekaj snima, da jaz najprej vam prijem. Ok, tole je Ford Ranger Raptor in spet imam nov izziv. Namenoma sem ga parkiral skoraj na vznožju tega res hudega klanca, ker me zanima, na kakšen način bom lahko splezal sem gor. In v bistvu mora to zanimati tudi vas, ker vam pravilen odgovor lahko prinese eno fajn nagrado. Torej, a bo šlo do vrha samo z zadnjim pogonom ali bom moral vključiti 4-kolesni pogon? Mogoče celo tudi to ne bo dovolj in bo treba vključiti še reduktor. Ali pa ne nazadnje zaporo diferenciala. Ampak najprej gremo drugam. Sam da not zlezem. Dobar je umazan, dobar. Da bo lažje odgovoriti, na hitro povem, zakaj je Raptor toliko umazan. Ja, ker uživam in ker se ta moment vozim po Cerkniškem jezeru. Oziroma, trenutno ga ni, sicer je pa tukaj kar pogosto voda. No, v osnovi ta avto poganja zadnji par koles, to je v bistvu enako kot pri vseh ostalih pick-upih. No, potem pa lahko s pomočjo tega stikala v bistvu enostavno vključim še 4-kolesni pogon. Ampak jasno je, da je tole v osnovi že izjemno zmogljiv avtomobil, samo gume pogledajte, čisto hude in od talje oddaljen skoraj 30 cm. Še ena zelo pomembna stvar na terenu je, pravzaprav sta dve. Prva je motor, ki ponuja dovolj moči in navora, no takšen 2-litrski agregat z 2 turbinoma je vsekakor pravi 500 Nm ima. Druga stvar, ki se mi zdi še bolj pomembna, pa je samodejni menjalnik. Speljevanje na hudih terenih je z ročnim menjalnikom precej tečno. Premalo plina in avto ugasne, preveč plina in se kolesa zavrtijo v prazno in avto v bistvu spet ne gre nikamor. Ta ima samodejnega s kar 10 prestavami, zato je tudi speljevanje čisto enostavno opravilo. Če še kdo ne ve, kaj pomenijo vse te oznake, reduktor, zapora diferenciala in tako naprej, evo, sem tukaj jaz. S premikom tega stikala v sredino v položaj 4H vključim 4-kolesni pogon. Kadar tudi to ni dovolj, stikalo premaknem v 4L in s tem vključim še reduktor. Ta razpolovi prestavna razmerja, približno razpolovi, to pa pomeni, da ima avtomobil v vsaki prestavi pol manjšo hitrost, pa so vrtljaji že pri rdečem polju. Če povem v bistvu zelo poenostavljeno. Tako ima ogromno moči že pri 10 km/h, ker so vrtljaji tako visoko, kot bi sicer bili pri cirka 20 km/h. Pa še zapora zadnjega diferenciala. Ta dejansko zaklene prenos med obema kolesoma, da se potem vrtita kot eno samo. In če eno od njiju izgubijo prijem, ima še vedno polovico moči potem drugo. Se pa z vključeno ni fajn voziti, kadar je seveda ne potrebujete, ker se diferencial lahko hitro uniči, ker ga v zavojih vedno napenja. Zunanje kolo namreč v ovinku naredi daljšo pot kot notranje, to pa v bistvu težko, če se gibljeta kot eno. Ok. Torej, a bom klanec prepeljal samo z zadnjim pogonom ali bo treba vključiti 4-kolesni pogon? Mogoče niti to ne bo dovolj in bo potreben reduktor ali pa celo zapora diferenciala. Odgovor pošljite na Facebook Elan in lahko vas čaka ena lepa nagrada v obliki take Elanove vodotesne torbe, da boste potem lahko dali vanjo tudi usrane čevlje po taki vožnji. Žica se je strmo.